Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Lepo pozdravljeni v današnji epizodi Alumni Connect podcasta. Danes se bom pogovarjala z gospod Tatjano Jerman, ki je direktorica podjetja Sten, nam poznanega pod imenom Sten Time, ki se ukvarja s prodajo ur in nakita. Tatjana, lepo pozdravljena. Hvala, da si se nam danes pridružila. Ja, hvala za povabilo. Pa bi mogoče kar povedala kakšno zanimivo dejstvo o sebi, kaj počneš. Trenutno sem direktor podjetja Sten d.o.o. To je podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1991. Njegov lastnik je Stane Mahkovec, se pravi oče od Lare in moj partner. Tako da mi se ukvarjamo z trgovino, prodajo ur in nakita. To je trenutno, bom rekla, moja življenjska pot, čeprav na začetku, seveda, ko si mlad, ko doštudiraš, so bili drugi časi, kot so sedaj. Takrat dejansko nismo vedeli niti, kaj bo. Leta 1991, ko se je Slovenija osamosvajala, takrat se je tudi podjetje ustanovilo, ampak s tem, da nekako saj nismo čisto točno vedeli, v kaj se sploh podajamo, oziroma kaj je ta preskok iz socializma v kapitalizem bo sploh pomenil. Pustimo še tisto vojno, ki je bila vmes, ki se jo vi, hvala Bogu, ne spomnite, ker niste še takrat bili na svetu. Ampak to so bili začetki nekako enega obdobja, ki je bilo pa v bistvu zelo zanimivo, ker smo se mogli res prilagajati, se ful učiti, kar je še vedno tudi v zdajšnjem življenju, je to še vedno enako, ker če imaš nekako podjetje, se moraš vedno učiti, skozi prilagajati. Dobro, se menja zakonodaja, menjajo se pravila, zakoni, usmeritve, kakorkoli, ampak dejansko je celo življenje je eno prilagajanje, eno učenje, ena adaptacija na vse stvari. Ravno zdajle, preden sem prišla, imamo že nov zakon o varstvu potrošnikov, ki ga bo treba spet pregledati, preveriti, kaj to pomeni za nas. To so take stvari, ki so vedno. Ampak to je tisto, kar pa dejansko ohranja življenje, ohranja veselje nekako do življenja. Mi smo res mogoče iz tistega drugega obdobja še malo, ko smo se mogli prilagajati in te, grozne inflaciji, ki je takrat bila še v Jugoslaviji, potem vsa zakonodaja se je spremenila, svoja država, red, sistem se je spremenil. Saj v tistem času sem ravno diplomirala na ekonomski fakulteti, ampak takrat se je pa dejansko potem vse spremenilo. Tako da to so pač stvari, ki se niti ne vem, ne rečem hvala Bogu, da bojo vam prizanešene, ali pa škoda, ker jih ne boste dejansko doživeli. Ker jaz mislim, da smo se iz tega vsi veliko naučili in da je to nekako za tvojo življenjsko pot potem zelo dobro. Ker ti daje izkušnje, daje ti širino, je pa tega res bilo veliko. Tako da niti ne vem, kaj za to, pa je rajši mogoče naprej za vprašanje, da se bova lažje opredelile. Sem v bistvu hodila reči, ampak začeli ste pa kot inštruktorica tukaj na faksu ste. Ja, v bistvu sem bila demonstrator za matematiko in to kar 3 leta pri profesorju Čibaju, ki je žal že pokojen zdaj. Ampak to so tista obdobja, ker dejansko izhajam iz skromne družine. Ne moram reči, da mi je kaj manjkalo, ampak ni bilo pa tudi nobenih ekstra denarja. Tako da, če sem pač hotela kaj zaslužiti za potovanja, za kakšne svoje zadeve, je bilo treba vedno delati. In
to je tista zadeva, kar nas mogoče mečkam zdaj loči, ne, od vas, pa kar jaz še vedno mislim, ko gledam nove ljudi, ki prihajajo v naše podjetje, ne, da to velika večina staršev dela kar precejšno napako, ko res otroku vse nudi. Ne. Seveda želiš svojemu otroku nuditi vse najboljše, ampak nekoč mora otrok pač se postaviti na svoje lastne noge. Ne. In tukaj so delovne navade, mislim, da ena najboljših stvari, kar ti jih starši lahko dajo. Tako da takrat sem prišla na fakulteto leta 85, mislim, ja. Tako da in z profesorjem Čibajem sva res že takoj, bom rekla, vzpostavila res en lep odnos. Tako da jaz sem bila 3 leta demonstrator potem, ker mi je res pomagalo tudi finančno. Seveda sem delala še kaj drugega, inštrukcije angleščine, inštrukcije matematike tudi za kakšne druge. No, potem je bilo tudi delo pri ISEC-u v končni fazi, ne, ker sem se vključila tudi tukaj na fakulteti. Tudi tukaj je bilo zelo veliko, bom rekla, dobrih in zanimivih izkušenj, mislim, ker smo pač vsako leto sprejemali tujce na prakse, ne samo poleti, ampak kakšne so šle kar čez celo leto. To je zdaj bolj tisto, kar je Erasmus zdaj predvidevam, da veliko večino tega prevzel. Ne. Mi smo imeli pa takrat samo ISEC izmenjavo. Ne. Erasmus programa takrat, vsaj kolikor se jaz spomnim, še ni bilo, ne, v tem času na fakulteti. No, in to so vse tiste izkušnje, kar moram reči, poleg seveda fakultete in znanja, ki smo ga dobili tukaj, so bile pa to tiste druge življenjske izkušnje. Ne? Tako kot je bila to komunikacija z, ne vem, ko sem bila jaz v 4. letniku, sem učila pol 1. letnika, ne? Se pravi, to je 1000 ljudi, ne? Ker takrat je bilo še vedno precej velik vpis v 1. letnik. Ja, in to ti da tudi, ne vem, eno širino, kontakte, veliko ljudi spoznaš čez to, ne, in to so pač take stvari, ki te, mislim, da v življenju bogatijo, ne. Ja, seveda. Kako ste pa v bistvu potem sploh prišli do finančnega ministrstva, ker kot vemo, je bila vaša naslednja stopnička v bistvu delo v javni upravi? Ja, to pač prijavila sem se na oglas, vmes je bilo ravno sem izgubila službo v enem podjetju in imeli so razpis. Takrat morate vedeti, da je bilo finančno ministrstvo, to je bilo na začetku samostojne Slovenije. Ne. Ko sem jaz prišla na finančno ministrstvo, nas je bilo tam, da bom zdaj narobe številke rekla, ampak mislim, da okoli 40 zaposlenih. Ne. Zdaj jih je verjetno, ne vem sicer, ker ne sledim, ampak že takrat, ko sem jaz potem šla leta 1999, nas je bilo, mislim, da vsaj 300. Tako da to so, ja, tudi v tem času, to je bila ena neverjetno zanimiva izkušnja, ker smo dejansko postavljali finančni red Slovenije, pisali zakone, pogajali se za bivšo Jugoslavijo glede sukcesije. To so bile res neprecenljive izkušnje glede tega, ker nekako sodelovati pri ustvarjanju, bom rekla, pravnega reda nove države, verjetno to ni ravno izkušnja, kjer se veliko ljudi, mislim, kjer je bilo veliko stvari udeleženih. Ne. Vmes smo tudi sanirali banke, jaz sem pač delala na bančnem področju. Tako da resno, to so bile neverjetne izkušnje, tudi za ljudmi, za vsemi sodelovanje z Banko Slovenije. Pač to je bilo res en tak čas za učenje, za izkušnje in takrat je bilo ravno pravi čas za to, no. Ker se je pa res veliko stvari dogajalo. Na koncu smo tudi evropske smernice študirali, ne, ker je bilo pač že nekako v smislu, da se bo Slovenija
začela, pogajati za vstop v Evropsko unijo, no, samo se pravi, potem je bil pa tisti preskok, ko se je bilo treba tudi odločiti, kaj v zasebnem življenju, in se je nekako ta izkušnja s finančnim ministrstvom zaključila. Ampak verjetno je bila to ena odlična šola in popotnica potem tudi za naprej, ko ste v bistvu šli delati v STEN. Kaj bi rekel, da ste pač uspeli potegniti ven iz dela na finančnem ministrstvu, kaj ste se naučili in implementirali? No, seveda, jaz mislim, da je tukaj dobra implementacija, bila tukaj, bom rekla, mogoče omejena v smislu bančnega področja, ker sem pač tam delala, ne, to je pa čisto podjetništvo. Ne. Te pa vsaka izkušnja sigurno v državni upravi nauči, kako brati zakone. Ker zakonodaja je seveda zelo pomembna, vsa področja našega življenja imajo en zakon, ki jih pokriva, ne, bi rekel, in zato so te stvari, ker to pa je delo v državni upravi, te pa to sigurno nauči. Ne. Ukvarjati se z zakoni, razumeti zakone, in seveda to je potem, ko ti prideš v prakso, dejansko tako, no, najlepše je tako reči, ne, državna uprava je teorija, podjetništvo je praksa potem, ne. V državni upravi, kar je krasno, ampak nikoli ti ni treba skrbeti, a bo plača ali ne bo, ne, ker plača pač je, ne. Medtem ko v podjetju, ko si v svojem podjetju, ja, moraš točno vedeti, koliko moraš v bistvu imeti zaslužkov oziroma prihodkov, da si potem sposoben plače izplačati. Ne? To ni tisto, da pač denar od nekje pride. Ne? Denar ne pride od nekje. Denar pride, ker ga ustvariš. Ne? In to je to. Tako da to je ena, bom rekla, krasna izkušnja, kako potem iz teorije preideš v prakso. In seveda to branje zakonov na začetku je zelo pomembno, ker v tistem času se je veliko zakonodaje menjalo, spreminjalo, novi zakoni, tega je bilo res v enem času res veliko, no? Kar je bilo tudi zelo naporno, če si bil podjetnik, vsemu temu slediti. Ker to so res stvari, ko se ena država formira, ne, seveda moraš ti najprej vzpostaviti pravno podlago. Ne. In tukaj ta sama leta, ne, od leta 1991, se pravi junija, pa odkar se je Slovenija, bom rekla, ustanovila, pa ne vem, potem naslednjih 10 let, ne, to je bilo res, pa vsa ministrstva, ne, ker so bili prej državni sekretariati, ne, pod Jugoslavijo, potem so se formirala ministrstva in vsako področje se je moralo s tem ukvarjati. S tem, da imamo zdaj še vedno nekatere zakone iz bivše Jugoslavije, ki še vedno veljajo. Ne. Ker so pač področja mogoče manj pomembna, seveda so jih prilagodili glede na Slovenijo, ampak vseeno, ne. Tukaj je še vedno, žal dela je neskončno, ne. Tudi na tem področju, to zdaj, ko gledaš kot podjetnik, na katera področja, seveda mi imamo pač par posebnosti, ne, ki jih druga mogoče niti ne čutijo. Ja, ampak tudi tukaj je še veliko stvari, ne, na katerih se lahko dela, ureja, piše zakonodaja, sej. Ampak to so potem stvari, ki seveda ministrstva so pač vsaka za svoje področje. Problem, no, kar smo ga pa že takrat videli, je to povezovanje. Ne? Povezovanje ministrstev, da si določeni zakoni ne nasprotujejo. Ne? Ker jih eno ministrstvo sprejme, pa drugo, tukaj je še vedno problem te povezanosti. Ne? Ni nekoga, ki bi imel ta krovni pregled. Ne? In to je problem tudi za nas podjetnike, ne? Ker imaš veliko tolmačenj, potem ti pa en zakon to določa, en ti to določa, en ti to določa, ne? In potem zdaj,
kaj pa moramo zdaj mi spoštovati in ukrepati, ne? Vse tega je zdaj že veliko manj, kot je bilo. Ne? Ja, zdaj se najde. ja, vse pa še vedno najde, sigurno. Ne? In to so pač določena področja, ampak ne vem, se pravi, vseeno smo še mlada država, ne? Se pravi, zdaj lansko leto smo imeli 30 let, prav tako kot podjetje. Nekako smo isti letnik rojstva, bi rekli. Ne? In to so pač stvari, ki so za urejati, tako da za mlade, jaz mislim, da imate še veliko področji, na katerih lahko delate, ustvarjate, ampak res tisto ustvarjate z enim veseljem, z eno energijo, ne? Ker to sedaj najbolj pogrešamo, tudi ko zaposlujemo nove ljudi. To, bom rekla, veselje do življenja, ta energija, res, ker če ne boste zdaj, ko ste mladi, ne vem, kdaj boste. Pa s tem, da še vedno pri mojih letih srečujem ljudi z veliko energije, z več energije, kot jo imajo pa nekateri mladi. Ne? In to je pa tisto, kar se moramo pa tudi vsi vprašati zdaj, kje je ta naša vzgoja, izobraževanje in vse te zadeve. Ne? Ker mislim, da sem pa tja, ker so mal zgrešene zadeve, no? Žal. In to se potem pozna na vas. Ja, seveda. Se mi zdi, da se mladi res včasih čisto premalo zavedamo, koliko je pomembna ta strast in veselje, ker v bistvu to je tisto, kar te bo potem tudi v težkih trenutkih gnalo naprej. Kar ste vi verjetno tudi dobro spoznali, ko ste bili v tem času tudi mlada mamica. Ja, tudi to, ne, ker je v bistvu, mislim, težko je povedati, kako je to, ko imaš ti dejansko podjetje in zaposlene, za katere moraš skrbeti. Ne? Ker to so dejansko stvari, recimo, če vzameva tudi Laro za primer, ne? Lara se je rodila sredi julija. In jaz sem, preden sem šla že v porodnišnico, sem rekla, je boljše, da obračun DDV za vsak slučaj naredim. Ja, točno tako, ker ne vem, kako bo. Ne? Ja, in sem šla pač, preden sem šla v porodnišnico, sem šla pač v pisarne, to narediti. To je potem tisto, kar je pa dejansko življenje. Ne? Ker ti veš, da moraš nekaj pač narediti, država oziroma zdaj je FURS ali DURS, se nikoli ne DURS. Nikoli ne vpraša, si ti to sposoben narediti ali nisi. Ne? Bolniške tukaj ni, ali porodniški dopust ali kakorkoli, ne? To za njih pač ni bom rekla, olajševalna okoliščina. Ne? Tako da stvari je treba bilo pač narediti in tudi Lara je bila že zelo zgodaj v pisarni. Tako da je tako kot sin, no, se je obadva. Obadva sta zelo zgodaj že začela živeti v bistvu z našim podjetjem, ker sta se mogla tudi ona dva prilagajati. Ne? Ker je dejansko, ko si podjetnik, je to en zelo zahteven otrok, ki ga imaš zraven, na katerega moraš paziti, in seveda imaš toliko zaposlenih, ki so dejansko vseeno odvisni od tebe, ne? Od izplačila plač, od vsega tega. Ne? To je tisto, kar se je treba zavedati. Ne? Dobro, obstajajo tudi drugačni načini poslovanja, seveda, ampak vedno se moraš odločiti. Jaz to vedno pravim, tudi ko imamo razgovore za nove zaposlene. Ne? Vsak ima en prah, ki ga pušča za sabo, eno sled. Ne? In vedno se potem lahko pogleda ta sled. Kaj si naredil v življenju, kako te imajo v spominu v končni fazi. In jaz mislim, da je to kar pomembno. Ne? Posebej, če je tvoje delo in delovanje tvojega podjetja namenjeno na dolge proge. Ne? Kratkoročno vemo, da se lahko zelo hitro, sicer imaš pol kar nekaj problemov, ne? Ampak medtem ko če hoče podjetje dolgoročno delati, z dobro poslovno prakso, je to. Je to
mislim, da še vedno edini način delovanja, ki mogoče ne daje toliko visokih zaslužkov kot nekateri te hitri projekti, ne? Ampak vseeno, jaz pa mislim, da če je eno dolgoročno delovanje, dobro delovanje, da to tudi veliko potem tudi o človeku pove, ne? Ki je za tem podjetjem. Ne? Ja, seveda. Sploh ta občutek odgovornosti, ker zaposlenih ne moreš imeti, ne vem, samo za 1 leto, 2, pa potem grejo. To se v bistvu vse gleda dolgoročno, v bistvu potem se sestavlja tudi neka ekipa, ki ti tudi stoji ob strani, kar je v bistvu potem tudi najpomembnejše, da imaš ljudi, na katere se lahko zaneseš pri tako velikem podjetju. Ja, vedno je stvar ekipe, ne? To nikoli, mislim, zelo malo podjetij je takih, da lahko rečeš, da lahko sam vse, ne? Ker vedno je, tako kot si rekla, to je stvar timskega dela, ne? Vedno je ekipa tista, ki ustvarja rezultat. Zdaj, mi smo tle samo mogoče trgovina je trgovina, ne? Nedelje so zdaj, hvala Bogu, zaprte. Ampak vseeno pač je urnik dela kar zahteva, ne? In tukaj je to no, da se pa že meni ustavila. To, da bom rekla, ta fluktuacija je nekako vseeno v enih mejah normalna, ne? Ker ponavadi je to potem, ko ženske dobijo pač otroke, ne? In je vedno tako, vedno moraš v vsakem primeru, no, ko imaš otroke, se tvoje življenje spremeni. Zdaj je vprašanje, kako si ga organiziraš, ali gre na boljše ali gre na slabše. Ne, samo to so naporni časi. Ne? In biti mamica z majhnimi otroki, to je naporno za vsako žensko, tudi za očeta, ampak tukaj smo še vedno majčkeno bolj. Nekateri očetje sedaj se zelo pač zavzamejo za to, ampak jaz mislim, da vsaj ta osnoven del je še vedno precej na ženski. No. Sej tudi dojenje, pa to pač moški tega ne bojo mogli nikoli, ne. Že zaradi fizičnih razlik. Tako da tukaj je vsaj ta osnovno, to prvo leto je sigurno bolj na ženski. Tukaj je seveda Slovenija zelo prijazna, ker daje 1 leto porodniškega dopusta. Upajmo, da bomo to zdržali še en čas, ne, ker zelo redke države so, ki lahko tak porodniški dopust dajo, ne, tudi, ne, in to je, tukaj je potem ogromno še zadev, o katerih se lahko pogovarjamo, ne, tudi to uhajanje možganov iz Slovenije, ne, jaz ne vem, moje mnenje je še vedno to, ne, dokler si mlad, dokler si zdrav in dokler nimaš otrok, je to vse super. Ampak potem je bolezni, otroci, v tujini pa to res veliko stane, ne. Tukaj dejansko jaz mislim, da Slovenija oziroma Slovenci še vedno ne vemo, koliko nas država razvaja. Jaz tudi ne vem, koliko časa bomo to še finančno zmožni, to razvajanje imeti. Ker ne vem, koliko časa bo država finančno sposobna, ne, take velike izdatke dejansko nositi, ne, oziroma jih nosimo vsi podjetniki, ki plačujemo davke, ne, saj to se treba zavedati, ne. Tudi tukaj denar ne pride kar od nekje. Pride, točno vemo, od kje pride, ne. Ja, v nedogled pa žal. Ja, v nedogled to žal ne gre in zato je tukaj jaz tudi vedno, tudi v podjetju, ne, bolniški staleži, ne. Jaz vedno pravim, je bolniška in je bolniška, ne. Ko si bolan, seveda si doma. Drugače in sodelavci okužiš in vse ostalo. Ampak točno mi vsi, vsak zase ve, kdaj si bolan, kdaj pa nisi več bolan. Vsi vemo to, ne. In tukaj je potem izrabljanje in te zadeve, tukaj je verjetno, ampak to so tiste, ta sociala, to so vsa seveda področja, ki jih nobena vlada noče vanje zagristi, ne. Ker to pomeni veliko, bom rekla, slabe energije oziroma to so kar
ene stvari, ene prednosti, za katere pa Slovenci vsi mislimo, da nam kar pripadajo. Ne? To je to, ker to je tisto splošno mišljenje. Ne? Če greš kamorkoli, že v Evropi, da ne govorimo v Ameriki, ne? Ko vidiš tam, koliko otrok je brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki, ko so bolani, nimajo nikamor, da lahko sploh grejo, če nimajo denarja za plačati. In potem si rečeš, ko to veš, si rečeš, joj, hvala Bogu, da sem tukaj. Ne? Vsaj glede otrok. Ker pri nas kadarkoli, ali urgenca, ali je dežurni zdravnik, ali je to, otroka vedno lahko peleš. Ne? Vedno lahko dobi osnovno zdravstveno oskrbo. Ne? In tukaj so potem, no to so zdaj že težke zadeve za vse nas, tudi za vas, ne? Verjetno bolj za vas že kot za nas, ne? Ker po letih moje, bom rekla, življenjsko obdobje dela se nekako počasi in vsem bliža koncu. Mi bomo pa plačevali potem. Ne? Ja, mislim, ne plačevali, ampak boste se mogli odločiti, kakšen obseg teh pravic želite, ne? Ker vse pa verjetno ne bo možno več, da se bo financiralo. Ne? Ampak to so stvari, ki nas še čakajo. Ja, ki vas še čakajo in v katere se boste mogli vsaj poglobiti. Enkrat bo treba, ne? V nedogled zadeve ne bodo šle. Ne? In to so res tiste zadeve, za katere je zelo dobro, da se jih mladi zavedate, da veste kaj in potem to združevanje, ta pozitivna energija, ne? Saj vedno je stvar tega, ne? Če je sodelovanje, če se lahko odločiš, kako delati skupaj, ampak je res, vsak mora nekaj doprinesti. Ne? To je samo tisto, kar bi se mogli dejansko mladi zavedati, pa dejansko res skupaj stopati, ne? In to ustvariti. Ne? Ker tukaj pri nas, ne vem, naša generacija, žal jaz res ne vem, je res še vedno toliko teh razlikovanj, te negative, te razprtije med strankami. Sej, zdajle vidite, ne, včeraj smo izvolili, danes, oziroma ne včeraj, danes je že torek, ja, pardon, se pravi v nedeljo je bil prvi krog volitev, včeraj zvečer je bilo že prvo soočenje. Ne. To je to. In tukaj je res, seveda se ne moramo vedno vsi strinjati, ampak lahko se pa strinjamo vsaj za pot, po kateri bi šli, ne, za katero se, ne vem, nekako odločimo in ki jo bomo sposobni financirati. Ne. Saj to je bistvo, ne, ker vedno je tako, nekdo mora to financirati. In tukaj so zadeve, kjer se stranke ne strinjajo, ljudje ne strinjajo in potem pa pridemo v tako situacijo. Ne. Se ne glede na to, da bi imela kakšna država, recimo se vidite zdaj krizo v Angliji, dobro, zdaj imajo novega premijerja oziroma ga bodo imeli, ne, kmalu, ampak tukaj je vedno, saj je vedno v vseh državah je to. Pustimo to, da za naslednje leto nam obetajo krizo spet. Saj sploh ne vem, kdaj pridemo ven iz ene, da že drvimo v drugo. Kdo nam to izvaža? Vojna v Ukrajini, saj veste, električna energija, ogrevanje. Tukaj je vse to, ne? S čemer se žal tudi vi se boste morali začeti ukvarjati. Ne? Ja, zdaj pa samo kako in zakaj, ne? Tukaj je tisto, kar ne bom rekla, da smo pustili dobro dediščino, verjetno pa najboljšo, za katero smo mislili, da jo lahko pustimo. Ne? Se vedno je, to je vedno najhujše, ne? Ker vedno rečejo, pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni. Ne? In je ponavadi običajno res, ne? Ampak sej ni vse tako črno. Ne rabimo biti tako resni. Ja. Mislim, vedno je lahko slabše, vedno je lahko boljše. Se to vedno kot podjetje je takih trenutkov neskončno. Ne? In tukaj je vedno, se moraš odločati, nikoli ni ene optimalne. Pa ne niti optimalne, no, ampak nikoli ne veš, kaj je tista prava pot. Ne? Vedno se moraš odločati glede na okoliščine, glede na to, glede na ono.
tudi glede na finance, vedno so to stvari, ne, za katere se moraš odločiti, ko si tam in v tem trenutku. Ne. Zdaj je odločitev prava ali ni, to običajno vidiš šele čez en čas. Ne. Ko vidiš rezultate te svoje odločitve. Ne. Zdaj pa, kaj je zdaj to pravilno, nepravilno, o tem se je res težko odločiti. Ne. Težko se odločiti že na ravni podjetja, kot šele države. Ne. Ampak je pa vedno ena stvar, ki jo jaz vedno pravim in našim zaposlenim in vsem, če vi vedno delate tako, kot da so stvari vaše, potem boste sigurno naredili dobro. In to je, ne vem, mogoče res tisti moto, ki bi ga mogli vsi nekako malo sprejeti, mečkam bolj ovrednotiti, ne, ker vedno je tudi, ne vem, ko si v enem podjetju zaposlen, se ni to, da je nekdo drugi. Ne? Ti ustvarjaš to zgodbo, ti si del tega podjetja, ti si dejansko del tega rezultata, ki ga tudi podjetje naredi. Ne? In tukaj, ko vsi vemo, da nekako delamo v isti smeri, bi bilo to verjetno veliko lažje, ne? Za vse. Samo, dobro, to je zdaj pač, te stvari že zašle na vsa mogoča področja. Ampak se pravi, ta ena skupna pot mogoče na vseh področjih bi bila dosti lažja, ko bi vsi nekako to. Je pa to zelo težko, ne, glede na to, da imamo veliko različnih miselnosti, veliko različnih tipov ljudi, veliko vsega različnega. Samo skregati se je najlažje. Najtežje je pa narediti ekipo, narediti dober tim, narediti dobre rezultate. Ne. Skregamo se pa takole lahko, ne. Vedno lahko nekaj najdeš, kar ti ne ustreza, kar je narobe. Ne. Medtem ko ustvarjati, bom rekla, pozitivno energijo, ustvarjati pot za naprej, to je pa tisto verjetno, kar zahteva veliko več energije in veliko več tega vlaganja v to. Ne. Saj to je tako kot v družini. Ne. Skregati se je najlažje, tako kot s partnerjem, vse na vseh področjih to velja. Ne. Pa verjetno v podjetju pri tej motivaciji zaposlenih ima v bistvu največjo vlogo prav vodja podjetja. Vi morate jih najbolj verjetno zmotivirati. Kako je bilo pri vas, pri vsem tem, čez vse te krize, sploh zdaj čez korono, ko zvemo, niste odpuščali ljudi, kako ste se spopadali v bistvu s tem, da ste jih vseeno obdržali motivirane, da vam je šlo naprej? Ja, korona je bila res, bom rekla, en dogodek, ki ga nihče ni pričakoval. Tukaj je, čeprav vsi vemo, vsi poznamo zgodovine, vsi poznamo pandemije, ne, in zdaj je bilo res že tisto 100 let od zadnje, ne, oziroma še malo več, ne, in bi jo lahko dejansko pričakovali, ampak jaz mislim, da to pa res nihče ni. Ne. Zdaj najprej bo to seveda šok, ne, ko te dajo, nas so dejansko dali na prihodki nič, ker so nam vse trgovine zaprli. In to je res to je dejansko tisto, kar dejansko ne moreš dojeti najprej. Ne. Potem pa različna razpravljanja, kaj zdaj, kaj naredimo, kako za zaposlenimi, koliko časa lahko preživimo. Ne. Ja, to je bilo, moram reči, eno res bolj zanimivih obdobij v življenju. Res je bilo neverjetno zahtevno, ko pomisliš, da imaš 40 družin, oziroma takrat 45, no, ki jih živiš, kaj zdaj narediti s tema družinam, ne? Pač podjetniki so seveda ubirali različne poti, ampak to je zato, ker se res nihče ni vedel, ne, kaj bo. Niti nismo vedeli marca, ko smo se zaprli, koliko časa bomo zaprti, kaj bomo, potem so se želeli, se tudi država ni mogla tako hitro odreagirati. Ne. Ravno zdajle, no, sem imela še, preden sem prišla, še pogovor prav z eno gospo iz Piza, še vedno popravljamo obrazce za tisto obdobje, ne, ker tudi te
programi, ne, na katerih podjetja delujejo, se nihče ni vedel, kaj bo. Reko obrazci se pač oddajo pri plačah, ne, da se razumemo, ampak so pač naredili to, kar so takrat mislili, da bo najboljše oziroma najbolj pravilno, pa ni bilo, ne. In zdaj še delamo določene popravke, ne, ampak saj to je samo to, kar vam želim povedati, nihče ni dejansko vedel, kaj bo, ne. Saj mi smo se po tem prvem lockdownu, v bistvu bo drugi hujši, no. Prvi lockdown je trajal slaba 2 meseca, ne. Midva sva se takrat pač z partnerjem, možem, no, ki je lastnik podjetja, odločila, zaenkrat bomo vztrajali. Zdaj, dokler bodo finance dopuščale. Ljudi dajali stran, res nismo, ker to je ravno tisto, kar smo se prej pogovarjali. Najdeti ekipo, jo obdržati, to je res težko, ne. Čeprav je imela potem korona, ne, potem, ko gledaš nazaj, različne učinke na različne ljudi, ne. In nekateri so potem tudi po tem obdobju dali odpoved, ker je bilo dejansko očitno zelo fajn biti doma in prejemati tisto nadomestilo. Želeli so si dopoldanskega dela in ja, imeli smo kar nekaj odpovedi glede tega, ko so si pač, v glavnem so bile to res dekleta, žene z majhnimi otroci, ne. In so si pač našla dopoldansko službo, ker pa nas je delo v izmenah, vsi vemo, kako so shopping centri odprti in to je to, ne. Tukaj mi ne moremo nič, ne. Tukaj je tisto, kar bi, jaz nikomur ne morem ponuditi samo dopoldanskega urnika, ne. Tukaj smo pač omejeni, ne. Ampak tako kot pogledava nazaj, ja, vse smo obdržali, zdržali smo čez tista obdobja, kar je bilo tega, je bilo zaradi drugih stvari in dejansko sva ponosna na to. Ker je, vedno je tisto, ne, človek oziroma prijatelj, družina, sorodniki, kdaj se vsi izkažemo, ne? Izkažemo se, ko so težave. Takrat vedno veš potem, na koga se lahko zaneseš, kdo je res tisti, ki ga lahko pokličeš kadarkoli, ne. In tukaj je vedno, vse, ko nam je vsem dobro, ne, takrat smo lahko vsi prijatelji, vsi smo v dobri kondiciji, dobri družbi, vse, ne, ampak ko se pa začnejo težave, ne, takrat pa potem vidiš, ne, saj tukaj obstaja kar nekaj takih prijaznih pregovorov, ne, smej se in smejal se boš v družbi, jokal se in jokal se boš sam, ne. In to je dostikrat, ne, in to so vedno taki kritični časi, vedno pokažejo v enih ljudeh najboljše, v drugih pa žal najslabše, no. Tako da tukaj je bilo, se pravi, je bilo pa res zahtevno obdobje, tako da šok za vse nas, ampak ja, preživeli smo ga. Zdaj gremo s korono naprej, korona je očitno postala malo stalnica našega časa, našega delovanja sedaj. Zdaj je pač par še bolniških odsotnosti vsakič, ampak to je to. Kaj bi pa rekli v bistvu, da so kakšne najpomembnejše lekcije, ki ste se jih naučili iz tega obdobja? Pa mogoče ne samo iz korone, iz vseh teh kriznih časov, kaj bi v bistvu potegnili ven, da je nek recept za uspešno podjetje, da obdržiš podjetje za grajene tako dobre ekipe? Recepta dejansko za uspešno podjetje, to je res težko reči, ne, ker vsak podjetnik ima eno svojo vizijo, ima svoj način poslovanja, ne, in včasih so zelo različne poti zelo uspešne, kar je tudi pravilno, ne. Vsi smo različni, vsak deluje na eno svojo pot in tudi prav je tako, ne. Ampak kaj se pa naučiš čez vse to pa mislim, da sva kar nekaj stvari sva že povedali, ne, da je dejansko je to, ko je kriza, spoznaš ljudi, ne takrat, ko je dobro, potem vidiš, na koga se lahko zaneseš prav v teh časih. Čez vsa ta leta vidiš potem, da je ta strpnost, to povezovanje,
bom rekla, res dobra energija dela rezultate. Ne. Zdaj, tako kot smo rekli, ne, saj možno je na veliko načinov dobiti rezultat, ne, samo sigurno pa niso vseh od teh rezultatov potem dolgoročni. Ne. In tukaj je pa vedno je stvar, česa si želiš v življenju, ne? Ker denar dejansko sam po sebi res sreče ne prinaša. Ne? Sreča je v človeku. In če si ti tukaj nekako, da si srečen tudi z majhnimi radostmi, ne? To jaz mislim, da je največja tista popotnica, ki se lahko da. No? Da se naučiš, kako biti srečen, ne s tem, da z veliko količino denarja, ker seveda, ne me narobe razumeti, denar je seveda pomemben, da preživimo, da živimo, da vse to, ampak kje se pa sreča najde, ne, to je pa stvar vsakega človeka posebej. Ne? In vsak sam vidi, kje jo lahko najde. Ne? Tukaj ni recepta. Ne moreš reči, ne, kaj bo meni dal, kaj bom jaz srečna, pa s čim boš ti, s čim bo Lara. Ne, recepta ni, ne? Ampak vsak se mora sam odločiti, kaj si želi, kaj so njegove prioritete, kaj želi vložiti dejansko, da dobi rezultat. Ne? Ker dejansko brez vložka pa tudi ni rezultata. Ne? In to je včasih samo, mladi ljudje so počasih zelo nestrpni, bi radi kar vse takoj. Mislim, ja, saj zdajle je, koliko je, Eurojackpot je zdajle spet na eni visoki vrednosti, ne? Ampak se vemo, verjetnost, da ga zadaneš, je pa zelo majhna. Ne? In tudi potem, ponavadi so te stvari so res včasih, verjetno bolj spoštuješ tisto, kar si sam prigaraš, ker veš, kaj si mogel vložiti v to, kot pa nekaj, kar zelo z lahkoto pride. Ne? In tukaj je spet pregovor easy come, easy go. Ne? In to so pač stvari, ki se jih morate v življenju zavedati. Ne? Se pravi, srečo si pa dejansko res vsak človek piše sam. Ne? Super. Najlepša hvala za vse nasvete, izkušnje, ki ste jih podelili z nami. Mislim, da bomo lahko zelo veliko odnesli vsi skupaj od tega. Če komu kaj pomaga, bom jaz najbolj vesela. Hvala.